In kot obljubljeno imamo danes posebno gostjo v tem studiu in sicer direktorico Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem, Mojca Polak. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tako dobre volje, da je že zgodaj zgleda, kaj v sedmiki v kuhinji ratalo. Čisto tako. Resno? Res sem že šla eno rundo skozi, študenti že mesijo krofe, tako da sem šla preveriti, če je kaj padlo. Aha, z pulta. Nič ni padlo, tako da sem še tešča. Okay. Ampak, kot smo rekli, zdaj prihaja ta čas, ko mnogi mladi zbirajo pač neko svojo karierno odločitev in v našem mestu je vedno super izbira ravno vaša šola, torej Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem. Se zdi, da to smo zdaj spremljali skozi ta leta, pravzaprav desetletja bi lahko rekli, kak je vse skupaj raslo, da je zdaj tu pa res en vrhunski nadevropski nivo, bi celo lahko rekli, ki ga imamo v našem mestu, tako da čestitke. Ja, res lahko rečemo, da smo edina šola v Evropi, kjer se sveti Michelinova rdeča tablica, torej Michelinova priporočilo, ne? In da se je to zgodilo v Mariboru, ne? Kjer je bila pred 30 leti še lahko rečemo gastronomska tema, je to nekaj, kar absolutno treba poudariti in nas navdaja s ponosom in zavestjo, da vidimo, da zdaj k nam prihajajo tudi študenti iz drugih držav, predvsem zato, da da skozi izkušnjo naše šole in 7. Wow. Da smo postali tako popularni, restauracija 7 je tako ali tako ena od najboljših, ne samo v našem mestu, ampak gledano širše. In to je zanimivo, ne? To Michelinovo priporočilo, da ga dobi restauracija, ki je v bistvu šolska na nek način. Je veliko takih primerov sploh, ki jih poznamo? V bistvu je edina podobnega modela še v Švici, ki pa trenutno nima Michelinovega priporočila. Je pa zagotovo, trenutno imamo v šoli naprimer francoske študente, estonske študente, ki so prišli v Maribor pol leta na Erasmus izmenjavo in iščejo dejansko pač prostor, kjer se lahko veliko naučijo. Hkrati pa je Maribor postalo tudi mesto, kjer se fino lahko zabava, kjer je vseeno dovolj študentskega vajba. In to so po moje pač neke izkušnje, ki jih mladi iščejo. In dejstvo je, da to sem sicer prebral na vaši spletni strani, ampak je pritegnila mojo pozornost ta trditev, da študenti pravijo, da radi študirajo na vaši šoli, ker pravijo, da niso samo številka, ampak del nečesa pomembnejšega. In to verjetno gre širše kot samo restauracija 7. Ja, absolutno. Pri nas študirajo študenti lahko 2 programa, gostinstvo in turizem in wellness, in pri nas je pač bistveno to, da se študenti zavedajo, da jih bomo mi naučili veščin, ki jih lahko jutri spravijo pač v poklic, ker jim lahko dejansko prinese pač poklicno priložnost ali pač neko poslovno priložnost. In študenti so ves čas izpostavljeni temu stresu, da se morajo pred gosti dokazovati, ne? In na tak način lažje razumejo, zakaj je neko znanje pomembno, ne? In ko moraš ti dejansko pred gostom nekaj zagovarjati, je tvoj odnos popolnoma drugačen, ne? Na koncu pa rezultira lahko to tudi v napitnini, ne? In to je tudi nekaj, kar jih zelo motivira. Okay. To so vse poklici, kjer je napitnina še zelo živahni del v bistvu prihodka, ne? In se mi zdi, da ni nesmiselno to poudariti tudi. Ja, absolutno, pa tudi to seveda, da iz prve roke, da dejansko kadri, ki pridejo, so pripravljeni, pa vse skozi poslušamo, da ravno teh kadrov, ki se šolajo pri vas, primanjkuje. Ja, primanjkuje, ne? To so tudi kadri, kjer je pač intelektualno znanje, pa ročne spretnosti, ne, zelo povezano tudi z neko karakternimi lastnostmi posameznika, ne? In so poklici, ki so odporni tudi, ne, v boju z umetno inteligenco. Ne? Zelo težko je v bistvu ustvariti enako doživetje brez te čustvene komponente in zdi se mi, da se študenti tega vedno bolj zavedajo, ne? In gradijo svojo osebnost in dejansko skozi študij ves čas nekako poskušajo krepiti tudi svoj lastni prepoznavni stil, ne? Ali s tatuji, ali z neko jedjo, ali z neko storitvijo v masaži, ne? Pač poskušajo profilirati na ta način tudi, ne? Ja, ker je dejstvo, ta čustvena komponenta je zanimivo, ki ste jo omenili, ja, ker vemo, da že obstajajo kuharski roboti, ampak ti se mi zdi, da bodo
da pridejo prav v restauracijah za hitro prehrano, kjer je v bistvu vse tekoči trak in je vse skozi isto, ni nobene neke hujše kreacije oziroma nekega kreativnega inputa pri tem, da pa se ne pogovarjamo, če seveda zdaj Musk za temi svoji Optimusi napada in pravijo, da bodo humanoidni roboti postali del vsakdana, kot natakar. Sicer bi on lahko delal v eno samo vprašanje, ravno tu pa še bolj izrazita čustvena komponenta, ki je pomembna. Ne? Ja, se sami vemo, naprimer, kaj nam pomeni, ko gremo v svoj najljubši lokal in tisti, ki je zadolžen za strežbo, nas prepozna, se nas smeji, pa nam prinese kavo, ki jo mi najraje pijemo, točno tako, brez sladkorja. In to je nekaj, kar je močno odnaka izkušnje, se mi zdi. In zagotovo poklic, ki ima prihodnost. Še podrobneje o Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem z direktorico Mojco Polak v nadaljevanju. V tem studiu danes zjutraj je z nami direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Mojca Polak. Mojca, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Torej, jasno, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem je eden od tistih izobraževalnih programov oziroma ustanov naše mesto, na katere smo zelo ponosni. Pravzaprav unikum, ker ima svojo restauracijo z Michelinovim kak je prav sploh? Ja, Michelin je super, ampak Slovenci smo bolni, ko gremo po gume, pa rečemo, gremo po Michelinke. Ja, ok, to uporabljamo, to nomenklaturo priporočilom, ampak zdaj glede na to, da prihajajo vpisi in govorili smo že 2 programa, gostinstvo in turizem in wellness, pa morda nekaj več o teh programih in vsemu, kar je na voljo bodočim študentkam in študentom pri vas. Ja, kot prvo je to ena izmed najsodobnejših šol za poklice gostoljubja v Sloveniji. Ta 2 programa sta v bistvu zelo različna, krati pa zelo sorodna. Obema je skupno predvsem to, da je pri nas izjemen poudarek na praksi. Torej, zelo malo je teoretičnih vsebin, zelo veliko pa praktičnih izkušenj, ki jih študenti v šoli ali na terenu, skozi terenske vaje, skozi ekskurzije, delavnice v bistvu ves čas krepijo. Kajti namen vsega je predvsem to, da se v roku 2 let usposobijo tako, da grejo lahko potem na trg delovne sile iskati res številne poklicne priložnosti, ki se lahko sproti dejansko modelirajo. Naprimer, ravno včeraj sem govorila z eno študentko, ki je pri nas zaključila gostinstvo in turizem, postala celo druga najboljša masteršefinja slovenska, odprla svojo slaščičarno, zdaj pa ob tem še poučuje gospodinjski pouk. Tako da, zdi se mi, da je zdaj čas, da se nekako nehamo naslanjati na to, da imamo en poklic v življenje, ampak lahko z našimi strokovnimi znanji resnično pluje skozi različne poklice, predvsem zato, ker stavimo na to, da imajo naši študenti končno poslovno držo, da se znajo vesti, da znajo nositi uniformo, in zato se rada šalim, zgleda, kot da imamo letalsko akademijo pri nas, ker so študenti vedno poštirkani, urejeni in to počasi zelo tudi sami znajo ceniti. In seveda veliko je ravno v tem, in če že prezentiraš nek ponos in imaš to energijo, ki jo daš, je potem tudi na drugi strani pri gostih, pri strankah to veliko bolje sprejeto. Ja, zagotovo. In zdaj rekli smo gostinstvo in turizem in pa wellness. To zdaj verjetno ni program, kjer se naučiš, da morajo biti brisače na A4 ali tudi. Kaj točno to vsebuje? Recimo, za nekdo sliši wellness. Ja, wellness je blazno popularen študijski program, predvsem zaradi tega, ker omogoča spoznavanje teh tako imenovanih stebrov wellnessa, v katere sodi vse, kar je povezano z zdravo prehrano, športom, veseljem do življenja, sproščanjem, animacijo. Tako da najdemo diplomante potem v različnih vejah gospodarstva in negospodarstva. Nekateri postanejo športni trenerji, drugi odprejo svoje podjetje, imajo svoj spa ali wellness podjetje. Zanimivi so pa tudi na primer izhodi v influencerstvo. Celo? Ja, zelo radi se na primer ukvarjajo tudi z dizajnom športnih oblačil. Tako da imamo zdaj že kar nekaj takih diplomant, ki se rade postavijo s tem. Veliko pa seveda ostane tudi v turizmu, kjer so menedžerji hotelskih podjetij, spa podjetjih, in na tak način v bistvu ustvarjajo neko svojo vizijo wellnessa.
Predvsem pa gre torej za veselje do življenja in pa, kot rečejo naši predavatelji, za trening zdravega življenja. Bravo. In zdaj recimo vzamiva hipotetično, gospa Polak, recimo jaz, zdaj sem zaključil srednjo, ne jaz. Jaz kot imaginarna mlada oseba zaključil srednjo šolo, imam maturo, ne vem, zdaj, ali pa tudi gimnazijo in sem zaslišal klic kuhinje. In imam občutek, da bi lahko pa jaz res bil vrhunski šef, ki bi to s pincetami skupaj zlagal, delal omakice z 2-kilometrskim seznamom teh nekih, ki so v 3 kapljicah not, in vse to. Ali je to je potrebno kako predznanje, ali je to dovolj? Ja. Če imaš v sebi ta ogenj, to strast, to veselje, imam dovolj dokazov, da lahko v 2 letih študija pri nas spravimo takega kandidata do enakovrednega partnerja v zahtevni kuhinji, torej do sous-šefa. Sem absolutno prepričana. Imam študente, ki so bili predtem gimnazijci, ki so bili predtem, ne vem, kozmetični tehniki, zdravstveni tehniki, pa jih je ta klic kulinarike pritegnil do nas in so danes dejansko enakovredni sodelavci našega šefa v restavraciji. Tako da, če je potem pri nas, zaradi tega, ker je 7 tista potem uravnilovka, s katero mi merimo tvoje veščine. In ja, absolutno je VSGT pravi naslov za take entuziaste. Genialno. Tako da ne biti obremenjeni s tem, da karkoli prej rabiš. Dejstvo je, da vse dobite na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem. Vse stvari, vse informacije najdete tudi na spletni strani vaše šole. Ali pa to še moram vprašati, to mi je vedno tako posebno doživetje, ko govorimo o strežbi, recimo, eno je to, kar smo pač vajeni, ko pač nekdo dela v strežbi zaradi takih ali drugačnih okoliščin, ampak ko prideš recimo v ustanovo, kjer vidiš, ko ti z nekim ponosom in z neko prav posebno energijo pristopijo do tebe in te na tak način obravnavajo, to je meni tak... Se zelo strinjam s tem. Jaz temu rečem, to so tisti trenutki v življenju, ko se zaveš, da živiš dobro življenje. In je občutek, da si nekaj posebnega, pač tisto, kar potem nagradim, mogoče tudi nek izdatek. In ja, pri nas je pač ta stara šola strežbe, ko še vedno nosimo tiste bele rokavice in kravata in bela poštirkana srajca in črna obleka in pološčeni čevlji. Pri nas je v garderobah še vedno ogromno loščil, to, da se čevlji svetijo, eden izmed pogojev, da sodelavci sploh stopijo v restauracijo in študenti. In ta občutek tega lance absolutno nadgradi še tako poprečen krožnik. Torej, šele ko doživiš to strežbo in fantastično jed, je izkušnja pač na mestu. Je krog sklenjen. In vse to lahko seveda iz prve roke preverite v restavraciji 7, ali pa še bolje, če vas to zanima, pol absolutno morate na Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem. Informativni dnevi? 13. in 14. februar, torej v petek ob 10. in ob 3. in v soboto ob 10. In absolutno treba letos povabiti vse, ki radi dobro živite, zato ker bo vse znamenje Krofa 7. Na Cafovi ulici bo parkiran čisto poseben vintage food truck, ki smo ga pobarvali v kičasto mint barvo, ampak iz njega bo dišalo res po krofih in vsi, ki boste prišli k nam na informativni dan, si boste lahko tudi sami nadevali. To pa masaže, pa izkušnja v bistvu križarke bo nadgradila celotno izkušnjo. Pri nas res to ni kar tako, pripeljite zraven tudi prijatelje, starše, če želite, ker je pač podobno, kot da bi šli za baviščni park. Vse z 1,5 ure vam lahko naredimo soboto ali petek. Jaz sem motiviran, uradno se vidimo. Mene ste imeli že pri Krofi. Mojca, najlepša hvala za vse informacije in hvala za dobro delo, ki ga opravljate in še naprej skrbite, da bo Maribor poseben tudi zaradi Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem in vaše restauracije 7. Najlepša hvala, vljudno vabljeni.